Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz sem biologinja, moja pot je mogoče malo specifična, ampak mislim, da vam vseeno lahko povem par izkušenj, ki bojo mogoče opogumile iskanje izkušenj v tujini. Jaz sem odšla po srednji šoli že študirati v tujino, in sicer na Dunaj. In pot me je potem po doktorskem študiju, po magistrskem in doktorskem študiju na Dunaju, z avstrijsko štipendijo odpeljala najprej v ZDA na postdoktorski študij evolucijske biologije, populacijske genetike, naprej na Norveško, v Oslo, spet na Dunaj in potem za prvo profesuro v ZDA na medicinsko fakulteto in po nekaj letih, pred 5 leti, potem spet nazaj na Dunaj. Tukaj imam redno profesuro v evolucijski teoretični biologiji. Kot rečeno, ostati v tujini mogoče ni cilj za vsakega. Mislim, da tudi moj ni bil, jaz sem sledila radovednosti, ampak tudi v kratkem času, v krajšem času si pridobiš določene izkušnje. Naj bo to čisto strokovna izkušnja, nova tehnologija mogoče enostavno en doktorat ali pa en krajši čas pri strokovnjaku, ki se res pozna, ki je res ekspert na določeni temi, ki mogoče ni zastopana na domači univerzi. Ampak jaz mislim, da razen tistih direktno strokovnih izkušenj je dosti stvari, ki se dosti bolj dotikajo osebnostne rasti, ene splošne razgledanosti, najdenja rešitev za probleme, ki so drugačne, drugih pristopov, drugih načinov razmišljanja. In s tako podlago, ko se vrneš domov, vidiš stvari drugače. Vidiš probleme drugače, mogoče so manjši, mogoče spoznaš, da nam pravzaprav kar dobro gre. Ampak vsekakor je pristop drugačen. Mogoče par izkušenj za opogumljanje. Jaz sem imela vedno izredno dobre izkušnje z ljudmi. In ne glede na to, v katerem delu poti se je vedno bilo možno na nekoga opreti. Se spomnim pred enim od predavanjem, pred celim oddelkom, kot ravno mlad postdok, ravno na sveže, za moje pojme takrat precej komplicirano temo. In pred seminarjem še rečem mojemu mentorju, veš, vsi ti ljudje vejo več kot jaz in razen tega moj jezik, se veš, je že v redu, ampak native speaker pa nisem, ne? In se je začel smejati in je rekel: prvič, mislim, da malo od teh ljudi ve več na tvojem področju kot ti. In drugič, nihče od nas ne govori niti besede slovensko. In tako da on ni videl nobenega problema tam, kjer je mene postalo strah. Kasneje na konferenci podobno, popolnoma neznan kolega, pred predavanjem, ki mi je mikrofon pripravljal in je videl, da me je strah, je rekel: veš kaj, tu smo vsi prijatelji, tu te nima biti kaj strah. In take malenkosti, ki se nanizajo na zelo skozi ves čas bivanja, res pomagajo in ni vas treba biti strah. Dosti več lahko naredite, kot si mislite. Če gre za čisto vsakdanje stvari, kot
komunicirati, isti problem z jezikom, sem mislila, da bo problem, ko sem šla na Norveško. In, in na začetku sem si obljubila, da se bom norveščino naučila, ni bilo možnosti, zaradi tega, ker vsak trenutek, ko sem hotela govoriti, po norveško, tudi v trgovini, Norvežani govorijo odlično angleško. In in ni bilo noben problem, z angleščino shajati. Upajte si, ni nič, s čim se soočite v normalnem življenju v tujini, ni zelo drugače, nič takega, kar ne bi zmogli. In izkušnje, ki jih pa lahko pridobite, so pa ogromne. In res se splača. Tako da res vam lahko samo priporočam, da izkoristite, vse priložnosti, ki se vam nudijo, da tudi s financiranjem, greste v tujino, da greste mogoče najprej na obisk kakšnemu od slovenskih profesorjev. Pridružite se nam na Smulu, poslušajte predavanja, mogoče ravno na enem od teh predavanj najdete točno, tisto vprašanje, ki se vam zdi vredno, časa in raziskovanja. Mogoče ravno tam najdete primerno osebo, ki bi se ji lahko pridružili. Tako da, dosti uspehov in vse dobro.